Lepo pozdravljeni v imenu Posavskega muzeja Brežice in tudi naše direktorice Alenke Černelič-Kirošelj, ki pa se opravičuje za svojo odsotnost, ampak je trenutno na službenem potovanju. Mi že drugo leto zapored pripravljamo prvo nedeljo v muzeju v vodovodnem stolpu, skupaj v sodelovanju z ZPTM-jem in kolektivno blagovno znamko Brežice izbrano. Tako da bomo najprej si v bistvu pogledali stolp, šli na voden ogled stolpa, nato pa nas na koncu čaka še degustacija. Evo, zdaj pa besedo predajam. Dobrodošli tudi v mojem imenu in v imenu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki danes sodeluje tako, da predstavlja oziroma dela promocijo kolektivni blagovni znamki Brežice Selection izbrano. Od zgoraj vas čaka osebje od hiše Pesmi in vina Sagmeister, katero vam bo nudilo degustacijo penin, ki so vključene v to našo brežiško znamko. Dobrodošli v obnovljen vodovodni stolp, ki je bil zgrajen leta 1914. Visok je 46 metrov, ampak mi gremo danes na 29 metrov, se pravi tam, kjer so okna. Če pogledate proti televiziji, boste videli vizualizacijo tega stolpa. Se pravi, lansko leto so ga posneli z dronom, z letečo kamero. Tako da stolp je od danes, vse, kar je pa okolica, pa naj bi bila iz časa 1914, se pravi čas gradnje. Za ogled imamo 6 nadstropij, vsakem se ustavimo, si pogledamo naše vsebine, na vrhu pa bomo gledali razgled in pa danes imamo tudi pogostitev. Šli bomo po zelenih stopnicah, ki so še original, vse, kar je v beli barvi je na novo narejeno, če bi pa želel kdo z dvigalom, pa seveda greste lahko tudi z dvigalom, ampak kot sem omenila, se pravi, se ustavimo v vsakem nadstropju. Boste pa videli. Kar izvolite še naprej, ker nas je malo več. Bomo gledali 2000-letje preskrbe z vodo. Imamo video, ki se bo vrtel na televiziji, ki pa je povezan s to interaktivno tablo pred vami. Video torej se bo predvajal, na neki točki se ugasne in vi boste premikali te 3 predmete, ki so na tej tabli, se pravi prvega tako, ostala 2 pa na drugo stran. Redo? Zdaj pa poslušamo. Rimski cesar Vespasijan je leta 1969 podelil mestne pravice. Mesto je bilo zaradi lege v reki Savi pomembno središče širšega območja z vzorno urejeno infrastrukturo, z mrežo cest, vodovodom in kanalizacijo. V zgodnjem obdobju so se prebivalci mesta oskrbovali z vodo iz vodnjakov, ki so v globino segali do 8 metrov na prost način, zajemanjem in črpanjem iz izvirov in vodnjakov. Brežičani so po vodo hodili k številnim vodnjakom, ki so bili razporejeni po glavni mestni ulici. Nekaj pa jih je bilo tudi v Stranskih. Tako, zdaj pa vodno črpalko v črni barvi zavrtite na drugo stran. Na drugo stran. Še malo, super. Vodnjaki so se po videzu razporejali. Včasih ženske nosile vodo, se pravi, so imele takšne svitke za na glavo in potem vedro vode na ta svitek. Če želi mogoče kdo poskusiti. Ne? Tukaj bom pustila, pa če bi želel, kdo si lahko vzame. Na tleh imamo lesene palice, načeloma za moške, se pravi za na ramena. Pri oknih imamo vedra, se pravi na vsako stran je šlo eno vedro. Tukaj noter je tudi epoksi smola, ki je enaka kot voda, se pravi po izgledu in težini, tako da če bi želel mogoče kdo poskusiti, kakšna je količina 1 kilogram. Tako, ja. 5 pa 8 je pa že malo več. Tako, ribežen, rifla, no odlično, odvisno od narečja. Tukaj imamo, kako so včasih sušili perilo, se pravi to je ročni ožemalnik, odlično, tam je pa centrifuga, se pravi, ta je pa že na elektriko, je bilo pa že malo lažje, se pravi, tukaj, kjer je pokrov, je šlo mokro perilo noter, potem so ga zavrteli in dali posušiti. Tako. Veliko filmov je bilo posnetih na tem mostu,
Mi zna mogoče kdo povedati, kdo je najznani igralec, ki je snemal na tem mostu. Ne? Si pa lahko ogledate tudi perice. Ti dve sta dve izmed mnogih. Na levi strani je Marija, na desni strani je Lojska, njena hčerka. Ti dve gospe sta prali perilo za bogato prebivalstvo Brežic v mrzli Savi, posledično so imele tudi hude revme gospe, ki so prale v mrzli vodi. Marija je bila stara 18 let, ko je začela prati, njena hčerka pa 6 leti, se pravi, je bila še otrok. Fotografija, potem pa gremo v tretje nadstropje. Trije še delujejo za vodo, tale je edini, ki je mogoče podoben našemu, se pravi ima balkone, ima okna na enaki višini in pa streho. Veliko je tudi razglednih ploščadi in razglednih stolpov. Eden se celo prodaja, vam pokažem kateri, če ste mogoče zainteresirani za nakup. Zakaj pa ne? Je v Nemčiji, se pravi je dosti blizu nas. Imamo pa se pravi iz celega sveta, največ jih je pa v Nemčiji. Tako. Smo vsi? Ok. Tako, tukaj pa gledamo video na levi televiziji in sicer celotna prenova, da boste videli, kako je včasih izgledalo, se opravičujem, in kako danes izgleda. Stolp na Brežcu. Vodovodni stolp Brežice. Vodovodni stolp, simbol Brežic, zaradi svoje višine, mogočnosti in trdnosti, že od leta 1914, ko so ga zgradili za potrebe mestnega vodovoda, vzbuja občudovanje tako domačinov kot obiskovalcev. Črpalke, ki so jih takrat še vklapljali ročno, moč pa jim je dajala. Potem je bila taka živa roza, ko ste videli tudi na videu, zdaj je pa tak temna roza, no. Tako so naredili prav. Pod betonskim rezervarjem, na levo stran črne originalne cevi iz gusa oziroma litega železa, leva je zavita v smolo, pluto in beton, desna pa v vlakna konoplje, se pravi ta način so uporabljali za izolacijo. Vidimo tudi dvoje stopnice, se pravi zelene so stare, bele so na novo. Po zelenih stopnicah in dalje po lestvi so hodili vajenci v rezervar meriti nivo vode, v primeru, da je bilo premalo, so šli dol na kolo 3 km stran, v smreči nažgali naftne pumpe, ki je vodo pognala sem gor. Zdaj gremo pa še pogledati, kako izgleda 6. nadstropje oziroma bivši rezervar. Tako, kar izvolite. Imamo tudi degustacije, tako da ste dobrodošli. Degustacije? Po dogovoru. Tule bom dal vizitke, če bi kogarkoli zanimalo, si lahko vzamete. Dva kontakta sta, na enem dobite mene, na enem mojega očeta. In pa zato, ker naša cela družina se bolj kot hobi ukvarjamo tudi z glasbo, z pesmijo, vsak nekaj igra, vsak nekaj poje. Nastopali smo tudi na RTV Slovenija, na Polki Valček, na Slovenskem pozdravu parkrat, tako da smo si nadali ta naziv. Znamo tudi kaj zapeti, ko prijete na degustacijo, se lahko še tole sliši, vidi. Tako sem rekel, zdaj mogoče na hitro kaj, pri nas doma imamo nekaj čez 20 000 trsov,
Vse, kar proizvajamo, je ekološko. Lahko pa pri nas doma na degustaciji poskusite 6 različnih penin, 6, 7, 8, odvisno od letnika, različnih mirnih vin, jelenove divjačinske salame, narezek, balzamični kis, vinjak, razne zadeve. Izbor je širok. Da pa še olje grozdnih pešk tudi, ja, hvala. Olje grozdnih pešk je ena zelo taka specifična zadeva, redko kje jo lahko najdete. Imate tudi tule, če koga zanima, si lahko več o kakšni zadevi preberete. Vi ste me pa prej vprašali, kje vse prodajamo, kako se rekel, pri nas doma in tudi v Dovoljnem stolpu imamo nekaj izdelkov, v Brežiškem gradu imamo tako. V tistih večjih franšiznih. Mercator še ne. Ne. Bomo prišli v Dovoljnem stolpu. Tako.